Zbor za republiko oziroma njegov odbor za varstvo demokratičnih pravic in svoboščin seveda vidi dva sopadajoča momenta. Moramo povedati, da Zbor za republiko je v sebi združuje oziroma je uspel pritegniti tudi prek svojega odbora veliko število izredno kvalificiranih ali pa v republiki najbolj kvalificiranih pravnih strokovnjakov. Skupno mnenje vseh, ki ga vi seveda poznate, ker smo z vsemi izsledki ves čas seznanjali slovensko javnost, skupno mnenje vseh je, da, če ga prevedem v nek bolj ekvivalenten jezik, da gre v primeru Patria za montiran proces. Sprav za montiran proces ala višinski, v katerem sta dva zelo prepoznavna elementa. En prepoznavni element je vnaprej znana krivda obtoženih in drug znani element je kar čim večja rezonanca krivde obtoženih, za kar danes skrbijo mediji. Da gre za montiran proces, kaže obtožni predlog tožilca Ferlinca v svoji grotesknosti, ki bo seveda predmet nadaljnjih pravnih analiz in obravnav in tudi mednarodnega korporativnega zbornika na temo Patria montiran proces. Kaže na to, da si tožilc Ferlinc v začetku 27 strani dolgega obtožnega predloga zastavi, da bo razdeloval 3 izhodišča in potem v numeričnem 5. stavku tega obtožnega predloga tožilc Ferlinc zapiše, iz tega sledi, da je Janez Janša vsekakor kriv. V 5. stavku stvar ima pa 27 strani in numerično še šteto blizu 400 stavkov. In potem to priorno tezo montiranja procesa, da je obtoženi že vnaprej kriv, ker je jasno, da je kriv, še predno se je dejanje zgodilo, še predno je bil rojen, je bil že kriv, potem to izvede. Torej, to je en moment, na katerega bomo opozarjali, moment, ki je zbudil veliko pozornost domače in tudi tuje javnosti. Povemo, da v tujini to spremljajo drugače, kot se to spremlja pri nas. Ta proces proti Patrii pa seveda sovpada z, kot bi človek imenoval, prostim padom republike. Namreč stvari, ki se dogajajo v gospodarstvu in v državi, so zastrašujoče, so naravno zastrašujoče. Torej, v kmetskem življu se ustvarja vtis, da gre za novo nacionalizacijo iz leta 1945. Obdavčitve, ki so predvidene, so strahotne, kolabiralo bo gospodarstvo, kolabiralo bo kmetstvo, predvsem pa, kar Zbor za republiko neuradno opaža in kar izkoristim tukaj, da povem, da se v zadnjem času stopnjevano dogaja to, kar se je dogajalo v Miloševićevi Srbiji, namreč, da ljudje odhajajo iz Slovenije. Mladi odhajajo iz Slovenije. Prodaja Mercatorja, zadolževanje za 3,5 milijarde, enormno zadolževanje, razmetavanje denarja v javnem sektorju. Vse to so fenomeni, ki seveda sovpadajo s procesom Patria, sovpadajo pa na način, bi rekel, zelo izrazitega kauzalnega neksusa. Namreč, tako kot je rekel kolega Simoniti, je bilo treba najprej uprizoriti parado poluličnih tolp in tako imenovanih lumpenbarad po Mariboru in po Ljubljani, da se je potem lahko pripravilo to sporočilo, tako imenovano poročilo Komisije za korupcijo, kot to mnogi šaljivi imenujejo, da se je potem na osnovi tega lahko Janševo vlado zamajalo in jo vrlo in da se je na osnovi vsega tega potem lahko Janeza Janšo tudi sodno inkriminiralo, kot se je zgodilo 5.6. Tule nedalek stran. Torej, šele ko je bila ta vlada umaknjena, je demokratična javnost, ki jo je predstavljala, zgubila zadnjo možnost kontrola in vzvoda na tem, kaj se dogaja v republiki. In to, kar se seveda zdaj dogaja, kaže, da gre za popolnoma brezkompromisen spopad klanov v tranzicijski levici za ostanek državnega premoženja, ki je v tretjem valu privatizacije še na voljo. Če hočete to prebrati zelo, bi rekel, rezimirano in zelo jasno in zelo lapidarno in zelo obtožujoče v svoje resničnosti,
Vzemite v roke zadnji uvodnik Silvestra Šurle v Reporterju. Tam je to napisano v 3 paralelno tkajočih kolumnah. Torej, seveda, kot sledi iz narave same naše deklaracije, prevedene v angleščino, sestavljene z veliko skrbjo in občutljivostjo, ne bomo nikoli nehali in se bomo borili do konca. In tako rekoč smo se danes šele začeli boriti in se bomo borili z vsemi sredstvi, ki nam jih ponujata demokratična in pravna država. In k temu boju mi dovolite, da danes povabim celotno slovensko, a tudi mednarodno javnost, ki za to ne more biti vseeno. Hvala.